Z Dravsko vilo smo se na testni vožnji popeljali od Studenške brvi do dvoetažnega mostu, sicer pa lahko ladjica pluje vse do Mariborskega otoka. Novinarji smo se kot eni prvih gostov smeli popeljati z Dravsko vilo, ki je po besedah lastnika Marjana Krajnca končno dobila vsa potrebna dovoljenja za plovbo. Imamo prometno dovoljenje, imamo obratovalni čas, tako da smo tudi v tem delu, torej v strahu, predvsem pred vami, vse to zagotovili. Ali bo ladjica namenjena samo skupinam? Ne, odprto za vse in za vsakega, seveda dobrodošle skupine, še bolj dobrodošli posamezniki. Nosilec dejavnosti na ladjici je družba Hoteli in turizem Rogaška, o kateri je sogovornik povedal. Priznano gostinska družba in tudi, bi rekel, ponudba bo v pretežnem ali pa v velikem delu njihova. Kje pa bo ladjica sploh lahko plula? Ladja bo plula do Mariborskega otoka, ima tudi že trasirano pot okoli Mariborskega otoka, vendar pa je to zaenkrat še, bi rekel, stvar hrabrosti, ker je okoli otoka precej skal. Pod brvjo pluje lahko samo brez jambora oziroma brez tega sprednjega dela in brez ograj. Po našem mnenju je sposobna pluti celo leto, tudi takrat, kadar bo na Dravi tudi kaj ledu, ker je po testih, ki je prilagojena pogojem, ki veljajo na Donavi, kjer so seveda ledene prevleke malo debelejše, vendar seveda mi tega ne bomo testirali. Kdaj se bo mogoče popeljati z ladjico? Zaenkrat se pravi ne bo imela fiksnega, bi rekel, urnika plovbe. Zakaj na ladjici še ni zapisanega imena? Ime bo, ko bo krst, takrat danes vidite je samo registracija, tako da smo, lahko vidite, torej potrjeni, registrirani, imamo prometno dovoljenje. Dravska vila je imen, torej skoraj gotovo, vendar pa bo takrat, ko bo krst opravljen, takrat bo tudi, bi rekel, uradno svečano, kaj se in kako dobila to svoje imene. Kaj nam lahko poveste o vožnji Dravske vile? Testiranja so uspela, nismo imeli nobenih problemov, tako da je vse šlo normalno. Kako pa je poskrbljeno za varnost potnikov? Za vse potnike imamo rešilne jopiče, imamo tudi rešilne obroče, če bi slučajno kdo padel v vodo, da mu lahko vržemo rešilni obroč. Jutri bo na mariborski tržnici, slabih 50 metrov oddaljeni od priveza Dravske vile, potekala slovesnost, na kateri bo slavnostni govornik predsednik republike Danilo Türk. Marjan Krajnc je na vprašanje, ali si bo predsednik morda ogledal najnovejšo pridobitev Maribora ali se celo popeljal z ladjico, odgovoril, da tega ne načrtujejo.